Good afternoon. I will speak Slovenian because I see some Slovenian journalists here. Danes sem prišel sem, da bom, upam, lahko pomagal pri iskanju nadaljnjih rešitev za vprašanje migrantske problematike. Za Slovenijo je izjemno pomembno, da se krepi nadzor na zunanjih mejah Evropske unije, tako personalno kot s pomočjo drugih sredstev, financ in podobno, kajti menimo, da je to eden ključnih elementov, da lahko urejamo to vprašanje skupno učinkovito. Drugič je za nas izredno pomembno, da ohranjamo dobro sodelovanje s tako imenovanimi tretjimi državami, kar pomeni, da seveda sodelujemo s tistimi državami, v katerih bodisi izvirajo krize ali pa so tranzitne za migracije. Mislim predvsem na države v Afriki, pa tudi na države Zahodnega Balkana, kjer moramo še posebej okrepiti sodelovanje, da bomo lahko pripomogli, da se to migrantsko vprašanje rešuje že v teh državah s seveda sodelovanjem Evropske unije. Nadalje bi omenil, da se Slovenija zavzema za prenovo azilnega sistema, vendar na način, da bo ta prenova pripeljala do večje učinkovitosti tega sistema in seveda, da bo hkrati zagotavljala, da bo ta sistem resnično solidaren. Naj še omenim, da si bom vedno prizadeval, tako kot sem si v preteklih mesecih, zato da ne bi znotraj šengenskega področja nastajale nove meje, novi nadzori na mejah, četudi so zdaj nekateri začasni morda potrebni, v prihodnje moramo vsi stremeti k temu, da bo Schengen spet prost takšnih nadzorov. In končno naj rečem še to, da bo Slovenija v zvezi z migrantsko problematiko vedno uveljavljala politiko, ki bo humana do tistih, ki prihajajo v Evropo in resnično bežijo v strahu za življenje in resnično potrebujejo pomoč. Hkrati bo zagotavljala varnost na šengenski meji, katere varuh je, in seveda poskrbela za to, da bo preprečevala prehod ilegalnih migracij. Slovenija je v času največje migrantske krize v letih 2015-2016 odigrala izredno pozitivno vlogo, dokazala, da je lahko ne samo kos reševanju teh vprašanj, ampak tudi aktiven akter iskanja rešitev. Tako tudi zdaj pričakujemo, da bomo vpeti v iskanje skupnih rešitev na ravni Evropske unije, da bomo torej skupaj vsi sodelovali pri teh rešitvah, četudi morda tu in tam potekajo kakšni bilateralni pogovori, kar je lahko razumljivo glede na različne pozicije posameznih držav. Toda rešitve morajo biti skupne, rešitve morajo biti take, ki bodo sprejemljive tudi za Slovenijo. In naj poudarim, da Slovenija je del šengenskega območja, varuje učinkovito šengensko mejo, opažamo pa ponovno odpiranje nekaterih tokov skozi področje Zahodnega Balkana. Zato ob tem, ko obravnavamo denimo krizne razmere na področju med Afriko in Italijo, ne smemo pozabiti tudi na druga področja, predvsem tudi na Zahodni Balkan, kjer se lahko zelo hitro ponovno odprejo določene poti, ki ponovno lahko pripeljejo do ilegalnih migracij v večjih valovih. In to bi bilo seveda slabo. Hvala lepa. Okay. Thank you.